V tem videu se boste naučili, kako modelirati nepravilna 3D telesa ter kako jih pretvoriti v arhitekturne ravnine, ki vam bodo služile kot referenca za modeliranje vaših arhitekturnih elementov. Najprej bomo uporabili ukaz raztegni, da naš objekt pretvorimo v nekaj bolj kompleksnega. V oknu animacije bomo preklopili na pogled spredaj, da lahko lažje varišemo željeno konturo. Preklopimo na zavihek 3D modeliranje in z običajnimi 3D črtami rišemo prve 3 konture prečnega prereza. Nato izberemo 3D krivuljo in s pomočjo 3 točk določimo njeno krivuljo. Potem premaknemo vse 3D črte na rob naše konstrukcije in jih kopiramo na drugo stran. Uporabili bomo ukaz zavrti, da naše elemente prilagodimo kotu druge strani naše konstrukcije. Najprej kliknite na začetno, nato pa na končno točko elementa in povlecite zadnjo točko na želeno mesto. Izbrisali bomo poševno steno, ker jo je potrebno dodatno popraviti, nato je potrebno raztegniti zadnjo točko, da je konstrukcija pravilna. Z dvojnim klikom miške na obstoječo steno narišemo steno z istimi lastnostmi na drugo mesto. Na koncu se bomo poslužili ukaza priključi linijski element na linijski element, če se pojavijo nepravilnosti na mestih, kjer se spajajo. V okencu objekti bomo izklopili vidnost sten. Nato na zavihku 3D modeliranje izberemo ukaz telo iz povezanih ploskev, s katerim povežemo 2 profila v eno splošno 3D telo. Gremo na ukaz pretvori elemente in izbrali bomo splošni 3D elementi v 3D telo/ploskev. Nato izberemo naše splošno 3D telo, lahko spremenimo nastavitve, triangulacije, gostoto mreže kot minimalno in maksimalno dolžino robov. S pritiskom na tipko Escape zapremo ukaz in telo je zdaj pretvorjeno. Nato izberemo ukaz pretvori 3D telesa v arhitekturne ravnine. Izberemo naše 3D telo, ki ga bomo pretvorili v arhitekturno ravnino in arhitekturni elementi jo samodejno upoštevajo. Hvala vam za vašo pozornost, želimo vam prijetno delo v Alplanu.